Zdravo. Zakaj je pa ta stroj tako podoben pajku? Ja, zato, ker ima noge, da se upre na tla, da lepo stabilno stoji, da je varen. Tudi čez 20 metrov nas nese in nam služi za obrezovanje dreves. Kakšne drevesa pa strižemo s tem strojem? A lahko tudi smreke? Tem strojem lahko delamo na vseh drevesih, tudi na smrekah. A vso to orodje rabimo za striženje drevesa? Ročno žagco, za tanjše veje, motorna žaga, za debelejše veje, čelada, rokavice, zaščita za oči, zaščita za sluh, plezalni pas. To je tesno. Tesno je. To te varuje, da napade, da držijo te hlače tebe. Še ti Lenar, pa še mi dva. Tudi tebe bo držal. A ta pas izberete po človekovi debelosti ali po starosti? Te pasove se izbira glede na velikost človeka. To je isto, kot pri oblačilih. Sem v besu. To zgleda, kot držalo za meč pri tistih vitecih. Ja, mora biti zato, da imamo roke proste, ko plezamo. Ko se postavimo na drevo, pridemo na vejo do mesta, ki ga hočemo odrezati, se privežemo, da smo stabilni, odrežemo vejo, vrnemo v etui in imamo spet roke proste, da lahko plezamo naprej. Kolikokrat na leto pa obrezujemo drevesa? Sadno drevje obrezujemo enkrat letno, spomladi, to okrasno drevje po potrebi. Če so notri kakšne suhe veje, ki bi lahko padle ob vetru na tla in koga poškodovale, se jih odstrani. Katero drevo pa je to? To je platana. Ti mi boš vrv nesla, ti mi boš prosim nesel to. Ja, lejte, vrgo vam bom jaz vzel, tako da tudi po vrvi ne boste mogla dol. Nič skrbeti, zdaj grem jaz do dvigala in vaju bom spustil na tla. Povejte mi, kako je bilo gor? Zelo razborljivo. Visoko. Na začetku smo mislili, da ne bomo prišli več dol. Nikoli. Se prav sem vaju malo ustrašil. Ja. Tako, zdaj eno drevo je končano, zdaj gremo naprej. Greste z mano dalje? Ja! No, pa pojmo.